pišem se Jože Gorše, rojen sem bil 1942 leta, potem sem pa živel skozi tla doma. Torej, rojen sem bil med vojno in sem vojno preživel tla v domačem kraju, na drugo svetovno vojno. Kaj se je dogajalo, kolikor jaz vem, jaz bom povedal, kar jaz vem. Italijanska vojska, ki je zasajala Slovenijo, je predvidela, glede na to, da so se pojavili odpor, delno se je pojavil tule odpor, partizani so organizirali odpor, je predvidela, da je treba ukrepati, da bo zaščitila to ozemlje, torej, da ga bo obvladala politično in vojaško. No in to so predvideli, kolikor sem prečital, so imeli sestanek v Gorice, italijanske strane, italijanske predstavnike države in so se odločili, da je treba na tem ozemlju, ki so ga okupirali 41. leta v Sloveniji, da je treba onemogočiti te ljudi, ki bi lahko organizirali odpor. To je bila osnova. Prvič so to predvideli, da bi pobrali vse tiste moške, ki so bili primerni za organizacijo tega odpora. Seveda so porabljali tudi politično pripadnost, moram še tu reči poleg. Ker ene so zaprli poleg, so videli, da ene pa so nas zaprli. No in tla so to predvideli in to so naredili 5. junija 1942. So prišli Italijani tla, so zasajali, tu so bili že tla zasedene, ampak takrat so se aktivirali, so obkolili vasi, tla so v Nedleske so zbrali vse te moške, ki so bili primerni, so po vseh hišah roštali, že po nočene, so tam na koncu vasi se mogli zbrati, tam je bila spet zastražena s italijansko vojsko, in ti so bili pa odpeljani v Šempeter, so takrat rekli, to je današnjo Pivko. So bili tam odpeljani. Tam so jih pa selekcionirali. Zdaj, za taborišča so jih odbrali tiste, ki so pač oni imeli podatke, pa ki so jih bili primerne za to. In so jih odpeljali na Ustiko, to je otoček na koncu Sicilije, majhen otoček, to je oče večkrat futbol. Pri nas so bili aktivirani, so bili pobrane 3 moške. Bil je pobran oče, moj brat, pa od žene en otrok, sin Slave. Ti so bili aktivirani in polej so jih odpeljali na Ustiko in tam na Ustike so bile zaprte na otoke, so bile to v bojtah zaprte, ampak na otoke in so lahko po otoke hodili, sam si imel kam je čist majhen otok, okoli je burje in ne moreš kam pobegati. Civilijo je bilo pa zelo malo, ker so Italijani imeli pa kriminalce tam zaprte v teh otokah. No in čez 5 dni so jih že poslali na Ustiko, ker so jih tla pobrali. Čez 5 dni so bili že na Ustiki, so šli hitro, relativno hitro. Pa so pa Italijani, to je pa moje mnenje, gotovili, da je tu voziti te predeleč. Zato so taborišča dajali v severni Italiji. Tako da jih so več na Ustiko vozili. So pa bile tam do izkarcanja Anglo-Američanov. Polej, zdaj seveda ti, viš, tla so ti ljudje, so bili kmečki ljudje, tu večina, so pač leke, so tam živeli in tu stradali tudi, ker so jih stradali, so jih. No, polej, ko se je pa 43. leta, ko se je invazija izkarcanja Anglo-Američanov predvidelo, to mi je pa oče pravil, da se je včasih na morje kar dvignil periskop okoli tiste, tam, ko so bile arestanti, dvignil periskop, pa je zginil, pa spet sam tu so vedeli, kaj tu pomeni, V bistvu so Anglo-Američani s podmornicami opazovali okolico področja za izkarcanje. Polej so pa Italijani jih premestili te ujetnike, so jih pa v Italijo
odpeljali, ki so bili bolj notri v centre, ne, ti so bili na izpostavljenem kraju za okupacijo. So jih pa kaj odpeljali in tam so bili polej do zasedbe Italije, ne, do propada Italije, ne, zasedbe. Italija kapitulirala, ne, 43. leta. Potem so pa te pobrali, so pa Nemci zasajali ta zgornji del Italije, ne. So Nemci zasajali in Nemci so jih pobrali in odpeljali v Ljubljano, v belgijsko kasarno, ne. Tam so jih pa spet prebirali, ne. Tu so jih pa zdaj že, bi rekel, Nemci pa naši, ne, so jih pol prebirali po politične pripadnosti ali jaz ne vem, po informacijah, ki so jih pač imeli, kakršne koli so bile. No in so se odločili, pri nas so očete rekli, da gre v Dachau, ne. Naj so mi rekli, kam bo šel, da bo šel v Nemčijo, ne. Sam rekli so v Nemčijo takrat. Stric bi bil pa le hudama, ne, stric pa je pa na Gabredajlu, pa naj bil toliko kompromitiran, morda politično ali ne vem, da je bil toliko tako pripadnosti mu. Pa so mi rekli, ti boš pa le hudama. Ne, je rekel, jaz grem kaj, kam gre brat, jo. Dobro, ne se ne noben sekiral, pojdi. In potem sem prebral dokumente, kako so prihajali v Dachau, ne. Stric je bil kolone, ki so popisovali jih, ne. Je bil zmeraj pri te zadnjih, on se je v nekonce držal. No, in v Dachau so prišli, pa so preživali Dachau, pol so že malo povedal košček, kako je bilo pol na konce. No, in zdaj v Dachavem so bile pač toliko cajta. Oče je znal nemško, to je imel prednost. Pa bil je avstrijske vojske predtem, ne, pol pa še v jugoslovanski. Še avstrijske vojske in je pri Nemcah imel kar prednost, ne, in je imel kar dobro dajlo. Stric se je pa razjezil, je rekel, jebemo Boga, je rekel, bom jaz lačen, žejen, raztrgan, pa še dajlet, ne. Pa se je pa znajdel, je rekel, da pa ne vidi. O, je rekel, Nemci, v redu. Gledal pa k transporte, tam so bile pa same Ruse. Je rekel, pa sem pa tako križal pot trpel. Če me naj so tepli Nemce, so me pa Ruse. Ker so material so vozili na vozičkah, veš, na roke, so vozili z ene hale proizvodne, pa v druge, tam so dali letala za nemško vojsko. Ali me je Nemc tepal pa Rus, je rekel. No, valjda je tisto, se je začela tista marš smrte, kot so rekli, no, rečejo, ki so jih odgnali 45. leta, ne. Ker so nek 7000 teh arestantov v Nemčiji, ne, tu so italijanski arestanti, so odgnali stran od Dachau, tam, ki so bile, ne, proč, in to so jih gnali 7 dni, ne. Jaz najbolj nič, ali pa meni nič, čist nič, in že prej se strada, ne. In vsak, ki je obležal, so ga počle, ne, na konce. Stric je bil skoraj opajšal, on ne mogel več, je rekel, jaz ne grem na kamer več, ne morem. Pa je bil pa tla, en železniški inšpektor se je po vojskah nam večkrat prišel ta mož. On je imel pa boljše veze tam v taborišče, veš, prvič je znal nemško, drugič je imel visoko izobrazbo, ne. In so ga Nemci tudi cenili. On je pa imel Hoffmanove kapljice, pa kocke sladkorja, ne. In je stric se dal, čak mi se je rekel, 7 kapljic tiste Hoffmanovih, pa eno kocko sladkorja pa še en dan hodil. Tiste dan je bila pa osvoboditev, ne, so pa zajeli Anglo-Američane to grupo ljudi, ne. Polej, ki so zajeli to grupo ljudi. Tu so prišli na eno vasico, majhno, nekaj gore v hribah, tam so jih zajeli. Ti ljudje so bili tako lačni, da so kar kakušam pobirali tisto, kar je bilo zjesti. Je rekel, oče, da so po noči tako rjovali, so jim pa želodce pokali. Veš, kaj so v arest je imel majhen želodec, pa se je pa najel tistega žita, ne, sruga,
pa vode ne pil, pa ga ne pilo, pa me je želodec počil. Naš oče jih je držal skrb, je rekel, ne smajte jesti, samo 2 krampečka pojesti, samo 2, bomo že jeli, je rekel. No, pol so jih Anglo-Američani odpeljali, pol je bila pa spet zgodba. Pol pa gre stric po ulici, pa je ameriški vojak odvrgel kos kruha, veš. Stric ga pa pobere, kaj ga ne Američan videl, ameriški vojak. Je prišel k puško, pa je rekel, vrzi ga proč, je rekel, no, v angliščini, ne vedo podve, naj zrine kos proč. Pa ga naj to zrin, pa ga je to s puško obstreliti. Pa ga je pa vsem zrinil proč, tudi če je bil lačen. No, pa ga je pa vzel s sabo, pa ga je pel v en prostor, pa je bil tak velik hlajbec sira. Naj mu vrede, druzga tiste vojak, pa me je eno kajlo sira odrezal. Je rekel, tuji. Vrede, ne, pa. In tako je preživel. Pa sta prišla pa domov, ne. Ampak sta prišla šele pole junija, konc junija meseca, ne. Ker pa so jih pa Amerikanci imeli kot vojne, kot ujetnike, kot arestante, ne. Ki so jih pa transportirali domov, kakor je bilo možnost, ne. Ker je bila železnica vzpostavljena, pa transport je šel, pa so jih. Pa sta prišla pa domov, pa sta šla pa, stric je šel na more vdajljati, ne. Po vojske, ampak vojsko naj so še ždajljali, ne. Pole proti konci. No, in tako je bilo. Italijanskem naj so nič ždajljali, lačni so bili. Lačni, pa svobodni, ne. Lačni. Je rekel, tam je bilo še kar v redu, ne. V nemškem taborišče so dajljali in tudi 2 izmenah po 12 ur. Ena izmena po noči, ena izmena po dnevi, ne. Pol pa še bombardiranja so bila tam. Je rekel, oče, tam so imeli okoli fabrike kakšen kilometer proči jarke skopane. Nemci so šli v zaklonišča, če je bil letalski napad, v nas so pa kaj terali, ne, pa zastražili. Pa stric je enkrat rekel, mušel še jaz v zaklonišče, ne, ki so šli Nemci, pa je še vanka bajžil. Pa so ga kar pustili v tisto zaklonišče notri. Pokalo je rekel, zdaj je hoditi v fabriko, je rekel, zdaj bomo fraji, ja, smo prišli ven. Nemci so prišli se stroji, tiste stroje, kar je bilo razbito, so proč odrinili, druge pa so spet daljali naprej. Ja. On je bil, saj sem rekel, pri transportu, ne. Oče je pa neke šablone risal, ne počrtoval je neke tiste plehe, ko je svenske so za avione daljali, ne. In pa tla jih je bilo tudi z jezera, Gornjega jezera so bile lete, jih je bilo več tala taborišče, ne. Sam naj so bili vse skup, ne. Pravi pri Nemcah je bilo taborišče hujše, ne, tu. Predvsem disciplina je bila tam. Tam nema tu. Ja, hrana je bilo minimalno. No, pa sta prišla pa po vojske domov, ne. Pa je pa spet bila malo politična afera, ne. Očeta so silili, da gre v zadrugo kmetijsko. Zadrugo pa naj to je, ti je rekel, to naj, ko so pobirali, jezilo ga je pa tu, ko so pobirali zemljo pa premoženje, ne, ker takrat se veš, kako je bilo, so pobirali to. In je rekel, jaz v zadrugo ne grem, pa naj dobil 5 let službe oče, stric je pa dobil stric je dobil na morah v službo, pred po vojsko, on je šel še kar naj že obratovalo, pred je prišel takrat naj še iz fabrika obratovalo, pa so še rihtali, ne, da so sposobili. Oče je pa doma životaril, ne. Je hodil malo z hoje sajkat, pa tako okoli, ne. Pa klov je tudi prašičev, tu se je pa v prvi svetovni vojni na vodu, ki je bil v avstrijski vojski, ne. In je tiste prašiče klov, pa nekaj je zaslužil, ne, pa nekaj. Buščina je bila, no, kaj smo. Tako je bilo, buščina. 51 leta šele je dobil službo. Ja, kot mesar v Starem trgu. Pa je dobil, prej pa ne. Ja, do upokojitve je dajal. Sej je bil že star, je malo pošel pokoj, ne, sem dobro je dobil. So me pa priznali ta leta, ki je bil taborišče, ne. Tu so me priznali, ne. Dobro, ampak drugo pa nič ne. Zdaj, ene so dobili odškodnine, pol pa vse sorte, ampak ne so dobili nič.
No, doma smo živeli tako kot večina domačinov tukaj, ne, med vojno. Zdaj kakšne hrane pa tega pa ni bilo. Recimo tule pri nas so celo partizani hodili po litru mleka vsak drugi dan, ke so bili kurirji tule na TV 18A, ne, je 18A je bila gor v gozdu. So hodili iskat, tako da smo to preživeli. No, interesantna zadeva je pa bila, da so za kilo putra, ke so ga doma, so imeli živino pri nas, ne, pa so naredili puter in so ga dali kurirjem, ti so ga nesli v Muri, ne vem kaj dol, Piran ali ne vem kje so držali vezo ti kurirji. Nazaj so prinesli pa kilo soli. Tako da smo 1 kilo soli imeli, ne vem za koliko časa, ker soli ni bilo tukaj, ne, takrat med vojno. No, dobro, pa se je preživelo tule. Se je vojna končala, je bilo, vse vemo, kaj je bilo, pomanjkanje vsega, ne. Težave so bile, no, takrat sem jaz začel v šolo hoditi. V šolo sem hodil v Stari trg, osnovno šolo govorimo. In v Starem trgu je bila pač šola taka, kot je bila takrat po vojni organizirana. Pol sem osnovno šolo hodil 5 let, pol mene niso prvo skupino dali, po 4 letih je bila nižja gimnazija, me niso kaj poslali, ampak pol naslednje leto so pa vse poslali, ke so bili na gimnazijo z te šole. Drugače so imeli pa malo privilegije one, ke so bile bolj politično orientirane, ne. Ko smo hodili v šolo v Stari trg, čevlje slabe, torbe slabe, papirja ni bilo, črnilo smo imeli v tistih črnilnikah šole, ne. Mraze pa to, še zdaj gledam, kako zdaj otroci, ke hodijo z avtobusom, sploh si ne predstavljajo, kako je bilo. Mi smo šli v snegu, v slabih čevljah v šolo, pol je učiteljica Premkova je bila. Ta učiteljica je rekla: "Sezujte se pa zložite čevlje okrog peči." Pa smo pač v nogavicah mokrih sedeli do konca šolskega, do pouka, ne, do konca pouka. Toliko je bilo. No, šolo sem pol končal osnovno, pol pa še srednjo. Tako da sem zaključil pol kot kvalificiran orodjar in zaključil sem pol kot na koncu službe kot delavec oziroma vodja v investicijske službe sem bil zadolžen za infrastrukturo, tako imenovano firme. Na koncu, prej sem delal pa tudi drugo področje, ne, strojništvo. No, jaz sem bil vključen v številnih društvah. Eno je bilo gasilsko društvo, drugo sem bil tudi poveljnik Gasilske zveze Cerknica, kar 2 mandata. No, in seveda sem vodil tudi številne tečaje, vzgajal te gasilce, aktivno sodeloval na akcijah, ne, saj veste, kako je. Za sabo imam 140 gasilskih akcij aktivnih, ne, in tam so se dogajale razne stvari, krize, žrtve in tako naprej. No, po kar funkciji sem dobil, tam sem dobil, imam priznanje Matevža Haceta, ki je bil predstavnik Republiške gasilske zveze za delo, kipec gasilca, ne. To imam, to je najvišje priznanje, ki ga imam jaz od Gasilske zveze, ne. Drugače imam pa odlikovanje pa tega pa polno, ne. No, župan sem bil en del mandata, ne, torej tik po prehodu, ne, je, bi rekel, ko se je ta politična situacija menjala, ne, ko so bile občine organizirane. In tiste mandat sem, po polovici mandata sem pustil to funkcijo. Razlog je pa bil, da nisem imel podpore v občinskem svetu, ne. Poleg tega so številni ljudje me, bi rekel, kompromitirali vsepovsod, tako da nazadnje so celo razglasili, da sem neumen, ne. Tam na Vladi Republike Slovenije, ne.
No, potem sem pa rekel, nimam več kaj iskati, ne. Seveda, to mi je pa eden povedal, ki je pa tam bil eden, ki je delal na republiškem na republiških organah, ne. Tako da je poznal, kaj govorijo, ne. Meni se je že čudno zdelo, ko sem šel z enim županom, sicer imena ne bom povedal, da je še z mano, da ne bo kaj šikaniran. In greva po tistem, šla sva z eno cesto tlele v Loške doline, ne. Njega vsa, bi rekel, uslužbenke, predvsem uslužbenke, poznajo, mene pa nekako čudno gledajo. Potem sem pa vprašal visokega funkcionarja, ki sem ga poznal, sem ga odpeljal na ogled grad Snežnik. Pa sem ga vprašal, pa kako da imam jaz tako slabo referenco na vlade, ne. Ja, potem je en čas bil tiho, potem je pa rekel, veš kaj, razglašali so, da sem neumen. Zdaj pa ženska tudi tam je tu hitro šlo po telefone okoli, ne, in vsak, ki prideš notri, ima občutek, da zdaj je prišel nekdo, ki je zamegljen, ne. In tako nimaš kaj doseči tam, ne, več. No, nekaj sem dosegel sicer, ampak malo, ne. No, pa sem se pa odločil, da se pa s tem ne bom pregovarjal, ne, sem pa pustil župansko funkcijo. Tako da je bilo pol. No, sicer sem zdaj dobil še priznanje, občinsko priznanje, ne. Nekaj sem pa tudi naredil koristnega, ne. No, zdaj, čas osamosvojitve, ne, ko so začeli pobirati orožje od Teritorialne obrambe, Jugoslovanska vojska ga je pobirala, ne. Pobrala ga je tisto, takrat, ko se je začelo razoroževanje Teritorialne obrambe. Saj to se ve, kdaj je datum. Se ve točno. Jaz se ne spomnim zdaj datuma, mislim, da je bilo tam nekega maja meseca, ne, da je bilo tule, ki ga je pobrala, ne. Jaz se spomnim, ko so vojaški kamioni že stali, pa so nakladali zaboje z orožjem, ne. So ga pobrali, ne. V Loški dolini je bilo v dveh krajah orožje Teritorialne obrambe. Pa že dolgo prej, ne, je bilo tu, od 63. leta, ne. In prej, ko se je začel ta konflikt, je Jugoslovanska vojska začela to orožje pobirati. To orožje je tale pobrati, se ga je pobrala večina, ne. Recimo tla pri nas v Kovinske je bilo, pa na Gabri je bilo orožje tla. Zdaj lahko povem, ker ga ni več, pa že dolgo ga ni, ne. Takrat so prišli oni s kamioni, Jugoslovanska vojska, in so to orožje odpeljali, ne. Zdaj noben ni dosti reagiral, ne. Ampak je bilo to na določenih lokacijah, ki je bilo predvideno za oborožitev Teritorialne obrambe. Saj moram reči, da je bilo to orožje zastarelo, ne, tudi večina je bilo zastarelo. Ker Jugoslovanska vojska se je malo norčevala s te Teritorialne obrambe, slovenske, veš, ali. Zdaj ne vem, kako je bilo na jugu, ne. Ker jaz sem šel gledat, ne, to orožje, sem videl tu. Oni so imeli strojnice od italijanske vojske z druge svetovne vojne, ne. So vsem v Lož pripeljali, pa streliva ni bilo nikjer, ne, to je bilo, bi rekel, balast, nič ne je bilo vredno, ne. Tako zastarelo orožje so imeli. Potem so pa nekatere naše politične slovenske ti poveljnike, ne, so pa to zaostrili in so kupili nekaj tisoč kosov orožja, ne, za Teritorialno obrambo. In tiste je bilo malo bolj sodobno orožje. Ostalo je bilo pa iz druge svetovne vojne, zastarelo. Jugoslovanska vojska je v Lož poslala, oziroma naj bi bilo v Loži, zakaj je bilo tla na področju Cerkniške občine, orožje, ki je bilo iz prve svetovne vojne, ne, zastarelo, ne. Pa kaj če še orožje, ki ni bilo streliva, ne, nisi imel streliva za enega, ne, streliva ni bilo. Dobesedno se je Jugoslovanska vojska takrat s Teritorialne obrambe norčevala, ne, če jaz tako presodim, ne. Čeprav smo hodili na orožne voje, pa to, jaz sem bil
teh partizanskih edinicah, tako imenovanih, tu so bile lahke enote vojske, ki so bile tla predvidene za zaporo proti Italiji, ne. In jaz sem bil vršilc mobilizacije na Rok, je bila vojašnica, ne. In tam sem bil vršilc mobilizacije in vsak leto sem mogel iti 2 dni na orožne vaje, zaradi tega pa sem gledal tam, smo dobili spiske orožja, pa smo mogli popisati, kaj manjka, kaj nedostaja, tako so rekli poročila, nedostaja, kaj nedostaja, pa ne se ni nič spremenilo, ne, dolgo. Pole je bilo s tem orožjem tako, ne, tam so ga dali na študent, tam so jih poklicali na orožne vaje, ne. Pa naj so tisto očistili, tisto orožje zrevelo pa propadalo, ne. No, je bilo polno problemov, ne. S tem. Ampak to orožje je bilo takrat predvideno, da se oboroži teritorialna obramba, ne. Se jugoslovanska vojska ga je odpeljala, to orožje, na Hrvaško. To večina, ne. Dobro, morda kaj je ostalo, ne, ampak to je malo, ne. Ker to orožje je bilo. V vojašnicah je bilo takrat imela jugoslovanska vojska, patronat ali pa skrbela za to orožje. Pole je imela teritorialna, je imela spet zaloge orožja, ne. Tisto, ko sem rekel, tu v Loški dolini je bilo negabre, pavkovina plastike lož, ne. Morda še kaj policija je imela tu določene zaloge orožja, rezerve, v slučaju vojske je bilo predvideno, da se mobilizirajo dodatne sile in za tiste je bilo tudi predvideno orožje, ne. In tako je bilo, ne. Tu je bilo, kar se tiče tla, stacionirano orožje. Drugače ga je imela pa jugoslovanska vojska, ne, v svojih skladiščah, ampak tisto, ki je bilo nedostopno, tistega orožja so oni odpeljali na Hrvaško, ne. In pa se je s tem orožjem začel konflikt, ne vem kaj, od Kosova pa gor skozi, ne. Jaz sem se vključil v osamosvojitvene obdobje, v aktivnosti, tiste dan, ko so zasedli štab teritorialne obrambe v Ljubljani. Ta štab so zasedli v Ljubljani, jaz sem tla gledal dnevnik televizijski in poročal te zasedbe, ne. No in pol pa nedolgo zatem, ko se je tu ta dnevnik končal, me kliče eden. Pride v Lož, pa idem jaz v Lož, pa pravi, sem rekel, kaj pa je? Bilo je pa to zvečer, že po dnevnike, ne. Ja, pravi, problem je konflikt med jugoslovansko vojsko, ne, oziroma politiko, ne, takrat še ni bila vojska aktivirana. Razen obveščevalne službe so že delale, takrat tu smo pol sicer gotovili. No in pridem ke, pravi, ti si predsednik tega delavskega sveta tla v občini. Imamo mi kakšen prostor, da bo skladiščilo orožje. Sem rekel, čakaj, no, ne moreš tu, orožje pa tla firma, tu živijo ljudje, ne, notri. Ja, pravi, nimamo, smo v stiski, ne. Mi bomo pripeljali zdaj s področja Kočevja orožje. Bila sta pa 2 predstavnika tudi z oddelka za obrambo, ne. In jaz tisto gledam, pravili, zdaj potuje kamion z orožjem. Tajno sicer, je rekel, ne. Jaz sem rekel, čakaj, od kje orožje? Jaz sem vedel, prej bilo orožje kovinoplastike od teritorialne obrambe. In tisto orožje je jugoslovanska vojska pobrala, ne. Je pobrala vse in pol pripelje kamion. Pa razkladamo mi tisti kamion doli. Sem rekel, ja, kam ćemo zdaj tu dati? Pa jaz sem bil tam od teh predstavnikov. Še eden je prišel, ampak on je takoj odšel, ne. Je rekel, da on pri tem ne bo sodeloval pri delitvi orožja. No, sem rekel, karkoli že bo, ne, verjetno ne bo prav vse najboljše stvari, ne, ker orožje je problematična zadeva. No, in hala smo mi tisto razložili, tisti kamion orožja. A ja, še to orožje moram povedati, tisto, ki so ga pripeljali, nisem povedal, kakšno je bilo. Ni bilo to neko sodobno orožje, to je bilo orožje iz 2. svetovne vojne,
ki po mojem mnenju, ne, ga je imel skladiščenega Matija Maček, ne, v Kočevske reke, torej ta Gotevica in okolica, ne, je bila, je imel skladiščeno znaten del tega orožja, ki so ga pobrali leta 1945 na Štajerskem, oziroma, no, rekel, v Avstriji že ali na meji, jaz ne vem, ki so ga pobrali, so ga pa odvrgli Nemce, ne. In drugi, ki so takrat še zbežali čez mejo. Tako da je bilo to orožje staro. Je pa bilo vzdrževano, moram pa reči, da so skrbeli, koga je imel ta Maček Matija, ker to orožje je bilo podmazano, vzdrževano, je bilo malo poškodovano, ampak tisto smo takrat tudi pripeljali v Lož, ki ga ni bilo tla neče orožje, ne. Tudi tam Kočevska Rajka, veš, kakšna afera je bila. Tam naj smo bili sami, ki smo prišli po orožje. Ja, tam je bilo treba tako izginiti, ne. Mi smo naložili svoj delež, smo šli. Ne vem, jaz se še danes čudim, kako nam je tula hitro razdajalo tula, ne. Ker je bilo različno orožje, veš, nekaj je takrat že slovenska vlada kupila, ki je bila že zvoljena, ne, je že bila na 3 mesece ali 5 na oblasti, ne. In nekaj smo tistega orožja dobili, druge je bilo pa trofejno, tisto, mi smo kišče naložili na brzino, teraj, prec, druge prišli, ne, veš, tam so držali redko strajla, ne. Tu se je so rekli disperzija orožja. Jaz nisem sploh vedel, koliko je teh je bilo polno, ne. Veš, ko tu se, po moji oceni se nekaj 1000 kosov orožja razdajalo, ne, veš, in tu v ene noči, ne. So ga morda že kaj prej odpeljali, ne vem. Ker to orožje, jaz sem pol gledal po nabojah, ne. Zadnjo strelivo je bilo nabavljeno 47 leta, ne. Takrat ne je bilo več vojno strelivo. Nekaj je bilo pa te starega streliva. In te staro strelivo je bilo že slabo učinkovito. Ja, 2 sta bila še z vojnega odseka, ne, pa smo šli. No, tla sva bila pa 2, pa sva to razložila. Ne, razkladali smo vse, ne, ker to je bilo. Pa se eden je prišel tla z doline. Je rekel, pa kako se to upate narediti, kako to se upate z orožjem tako hoditi. Sem rekel, sej, mi se upamo, sem rekel, kaj pa smo, ne imamo kaj. Prav, orožje je zapravljeno, zdaj moramo drugega pripeljati, smo drugega pripeljali, tega bomo branili, pa z orožjem sem delal. Takrat, tisto noč, ki so zasajali štab teritorialne obrambe. Točno tisto noč smo šli mi iskati. Vse druge so šli še prej, veš, ker to orožje so disperzirali po vse Sloveniji, pa so ga zasajali še tam pri Ljubljani, kaj je bilo. So ga spet pol delili, ne, na novo, pa tak naprej. Vse tu del tistega orožja prišlo sem, pa municije, pa vse sorte ne je prišlo. Ja, jaz nisem vedel, kam bom šel, meni je rekel, Lož pridi, pa sem Lož prišel, gremo po orožje. Kam? Je rekel, Kočevsko Rajko, ja. Pa. Tam sta bila 2 samo vse z vojnega odseka na kamion, pa smo šli pa še tla 2 gore, ne. Tam smo se pa na kišta vsajali, pa puška v brzostrelka v roke, pa. Zdaj, policija je imela svoje orožje, pa je bila še najinteresantna stran. Mi smo bili na krajevni skupnosti, prej bila pa tudi policija tam, ne. Pol je policija šla na vojno lokacijo, ne. In ona je tisto rezervno orožje, ki ga je imela tudi odpeljala s sabo, ne, ga je imela v skladiščenu, saj zdaj vemo, kje je bilo, ne. Jaz takrat nisem vedel, moram povedati pošteno, tako, kje je bilo, kje so ga imeli, ne. Vedel pa sem, da niso brez orožja, ne, če so ga odnesli, ne. Ker nekaj orožja tla na policiji so pa pustili nam, teritorialcem, so pa pustili, ki so že dobili drugo orožje, ne. Tako da je bilo to zapletena zadeva, no. Pol je šlo pa pač tu naprej, ne. Naprej se je pa organiziral pol manevrska struktura teritorialne obrambe. Pol sem bil postavljen na krajevne skupnosti v tiste štab, ki je deloval med vojno pol in pripravah pred vojno. In pol smo vse skupaj to vodili do vojne in med vojno, ne, do tisto obdobje do zaključka te slovenske osamosvojitvene vojne, ne. Tam je pa interesantna zadeva bila, ne. V tem štabe so sodelovali levičarji, desničarji,
Torej, ljudje čisto različno, neodvisno kaj, ne, prepričanja osebnega, ampak so bile relativno enotne, ne. Relativno enotne. Vse, kar so želeli, kar so delali, ni bilo nikoli nasprotovanja, tu ne bomo, ne bomo, tretje ne bomo, ali pa razen posameznikov, nekaj posameznikov je reklo, da ne bo sodelovalo in so odšli, ne, z tistega štaba, ne. No, tiste, ki smo vztrajali, smo tam na štabe zdaj delali, pol seveda se je začela vojna, ne. No, še tule te zgodba s tem orožjem je bila taka, ne. To orožje se je pol še preselilo, ne, med takrat, če se spomnite, ki je bilo v Zagrebu ena afera se z vlado, ne, je bilo predvideno, da bo prišlo do udara državnega, pa pol to ni prišlo, ne. Pol se je to preselilo še na nove tajne lokacije, ne. Tako da je to trajalo do začetka osamosvojitvene vojne, ne. To orožje so imeli pol, to sem pol naknadno ugotovil, jaz takrat prej nisem vedel, ne. To orožje je imela še policija na tajni lokaciji, pa še neka druga skladišča, pa premikali so se. Premikali smo jih tudi mi, ker smo se bali, da bodo odkrili kakšno skladišče, ne. No, pa sreče niso odkrili nobenega skladišča pol več, kar smo premikali to orožje, ne. No, in pol se je pa začela ta vojna slovenska, ne, osamosvojitvena vojna. Pol čez pol leta po tistem, ko smo orožje pripeljali, približno se je začela. Takrat, ko se je začela vojna, je bil štab postavljen, ne, je bil postavljen. Drugače je bil pa formiran že prej, veš, je bil formiran že prej. Ker krajevna skupnost, že prej, ko smo hodili na orožne voje, je ta štab, ki se je bila tla orožne voje Jugoslovanske vojske, je bil tudi ta štab aktiviran in je aktivno sodeloval pri vojah, ne. Tako da je bil že formiran, se naj takrat formiral tik v vojne, ne, je bil že formiran. Organizirali pa so se, ne, štab je bil organiziran. Zdaj, na tem štabe se je bilo dežurstvo, ne. Vsake toliko smo delali dopoldne, popoldne in zmeraj je bil dežurni, dokler je trajala aktivnost vojske, ne. Imeli smo pa zelo dobro organizirano. Štab je bil sestavljen iz oddelkov, z radijske zveze, ne. Tako da smo imeli kompletno pokrito vse področje, od Zagreba pa do po vse Slovenije, ne. Za primerjavo povem, Zagreba je takrat krenila ena motorizirana brigada Jugoslovanske vojske, takrat še, ne, je krenila proti Reki, ne. In mi smo cenili, da obstaja možnost, da bo krenila v Slovenijo, ne, tla čez Kočevje ali z Gorskega Kotarja, ne, ker tla smo tudi, zelo smo dobro sodelovali s aktivnostmi teh hrvaških sil, ki so pol se tudi aktivirale, ne. No, tako da smo, prej, ko je iz Zagreba speljala ta kolona 3000 vojakov, ne, ki je speljala proti Reki, smo mi že vedeli v Strmtrgu, da potuje sem, ne. In pa smo seveda proti ukrepe krenili, ne. Sicer ni šla sem, zakaj je šla pol v Reko, ne, je šla v Reko dol ta kolona, ne. Pol je bil sestavljen iz obveščevalnih oddelkov, ne. Tla je en možak, sicer imena nimam pravice, jaz o njem govoriti, ne, ker on naj pove sam, če hoče, je organiziral obveščevalno službo, ne. Po vsakem vasi smo imeli predstavnika obveščevalne službe, ne. Pol je bil sestavljen iz mobilizacijsko skupino je imel štab, ne. Ker mobilizacijska skupina je mogla poklicati tiste, ki so bili poklicane med vojno v teritorialno obrambo, ne. Tako da je to teklo se, ne. Seveda štab je bil pa pokrajen nadrejenim višjim štabom, so bili podrejeni. Tudi ta na krajevni skupnosti je bil. Recimo, jaz sem bil na krajevni skupnosti, jaz sem izdal nalog za letalski napad, alarmiranje, ne. Vse je bilo interesantno, ne. Mi smo pripravljali, smo pošiljali okoli ljudi, kam naj grejo. Mi smo jih razporejali že prej na določene lokacije. Recimo, gasilcem smo rekli,
vi ne smete biti fabrike notri, ker smo mi cenili, ker je ta fabrika bila nekako zabeležena, da je skladiščila del orožja. Še tu naj sem povedal, ne. Takrat, ko smo orožje v luž razkladali, je eden videl, da smo razkladali zaboje. Sicer ne videl, kaj je bilo notri, ampak domnevali so, da razkladamo orožje, veš. In ta informacija je bila posredovana že v Beograd, ne, po vojaške obveščevalne službe, ne. Sem rekel, zdaj tle je kritična zadeva je to, da bo prišlo do kakšnega bombardiranja na objektu, ne. In poleg se je res zgodilo, da je bilo treba alarmirati. Jaz sem je bilo popoldne, ob ene 2 ali 3 je bilo popoldne že, po koncu šihta. Mi smo pošiljali svoje ljudi v Kovinsko. Smo rekli, pripravite ljudi, če bo alarm, letalski alarm, kaj morajo delati, ne. Smo jim povedali, da je treba umakniti se ven iz objektu, ven, ker smo predvideli, da bo lahko prišlo do napada na objekte, ne. In pa, da je treba stroje ugasniti in je takoj ven, kakor bo alarm zatulil, ne, ker ne cajtatla dosti. Potem se je pa zgodil alarm. Mene poročajo one, ki so držali zvezo, letala po Dolenjske, gore, proti Ljubljane, letijo jugoslovanska vojska. Ti ne veš, kaj bo je ta letala ukrenila. Lahko bombardirajo, lahko ne bombardirajo, ne veš. Treba izdati ukaz za alarm, letalski napad, ne. Jaz sem v dežurnem štabu, v krajevne skupnosti, pokličemo da so aktivirali se alarme, ne. V Loži, v Starem trgu, Vigava, Sobobnem pul in tako naprej. Ženskam smo pa prej, smo poslali svoje ljudi, da so jih malo usmerili. Če bo letalski napad, morate iti ven iz objektu, ne. Ker če bojo bombardirali, se pa tam eden nič ne, ampak če bo pa po fabrike je pa kritična situacija. No in pa izdamo alarm, so pa letale proti Ljubljani, pa so pa tla pred Ljubljano zavila, pa proti Unce, po avtoceste so letale, ne. In ko so krenila sem, jaz sem takoj izdal ukaz, letalski napad. Ti ne veš, kam bo je zavila, ne veš, kam grejo, ne. No in smo dali, in so ženske, prej smo vse naročili, ugasnite, stroje vstavite in takoj bežite ven. Pol pa ven, pa vrač, naj sem mogla čez ogrojo. Jaz sem se čudil, poleg, ker sem gledal, 2 metra v ogrojo, kako so to ženske čez skakale. Pa so šle, kaj veš, gore tam v Gmajno gore nad Ložem, ne, onda gore od Kovinske, kaj proti Markovcu, ne. Da mu pa jih ne bilo več, ne. No, vse pa smo priklicali alarma, samo tako je bilo, ne. Se naj so bombardirali. Pa je bila še ena zgodba. Tla je eden uvazil za teritorialce, te razne orožje, pa tu je uvazil, ne. Je bil kak orožjen, moram reči, da je bil dober. Pole je pa šel enkrat po, kamion je uvazil, ne, šofer kamiona. Šel je po blokah, fant pa ga preletijo avion. Zdaj se je pa zjebal, da ga bojo pa napali, ne. No, se ga naj so napali, ne, pa se je vstavil, s kamiona skočil pa pod cajsto in jarek. Ja, kaj češ. Pa druga aktivnost je bila med vojno razvita opazovalna, ne. Opazovalna aktivnost, seveda večina informacij je bilo tudi takih meglenih, slabih, ne. Nekaj je bilo pa koristnih, ne. Recimo odkrili so, ki je jugoslovanska vojska je opazovala rezervoarje tam na Racne gore, ne, vodovoda, ne. Seveda, mi smo imeli stražarje gori, ker smo se bali, da bodo zastrupili, ne. Da bodo aktivirali, pa kaj zastrupili vodo. Stražarje, to je bilo ena zadeva. Druga smo pa tiste vhode, ki so notri v rezervoarje, pa zamaskirali, ki so prej pa nekaj huje sekali okrog. Pa smo s tistimi vejami zalužili vhode in jih ni bilo videti, ne. In z zraka niso mogli ugotoviti, kje so rezervoarji. So pa krožili okrog s helikopterjem, pa ugotavljali, kaj je. No, z tistega smo sklepali, da grozi ta dogodek, ki sem ga prej naštel, ne.
in take stvari. Pol so pripravljali desant tla v doline, ne. Zdaj, takrat je jugoslovanska vojska mislila potegniti te sile, ne da bi jih maknili proti Zagrebu, ampak da bi tukaj čez osrednjo Slovenijo, bi rekel, notranjsko umaknili proti Hrvaške, ne. In so pripravljali en kup ukrepov, ne. Tu smo videli iz prelete helikopterjev jugoslovanske vojske. Ti prelete so bile tla zelo pogoste, ne. Zaradi tega, ker niso hoteli tam po osrednji Sloveniji voziti, ker je bilo bolj pokrita se z obrambo, ne, so leteli tukaj po gozdu, ne. Zdaj, vsak vase smo imeli opazovalce, do nekaj teh informacij je bilo tudi slabih, ne bi rekel, niso znali presoditi, kaj se dogaja, ne. Recimo, ena interesantna zgodba je bila, da so prijavili, da so na Loškem gradu četniki. Mi smo imeli pa svoje opazovalce gor na Loškem gradu, ne. Mi smo tu pošli preverjati, kdo je gor na Loškem gradu, smo gotovili, da jih ni četnikov na Loškem gradu, ne. Pa so se te stvari dogajale, se pravi, polno, ne. Vsako raje je bilo treba protiukrepe sprejemati. Zdaj, te protiukrepe so bile v skladu s možnostmi, ki smo jih imeli, ne. Seveda smo pa tla sodelovali tudi, ta štab je sodeloval s republiškim štabom za obrambo, ne, oziroma ta 42. štab, ki je bil takrat imenovan, ne. In take dogodke so se pa razvijali. No, jaz sem interesantno mogel iti med vojno v Ljubljano, na vlado. Mogel sem sicer nesti, ker takrat smo mi delali ene podatke smo mogli poslati, ker smo mi vložili vlogo za podjetje, ne, za podjetje. In treba je bilo tu narediti finančno konstrukcijo, jaz sem mogel pa takrat med vojno nesti to vlogo na vlado. Jaz sem rekel, ne bom jaz na vlado prišel, ker vlada ima 3 obroče, okoli je imela 3 obroče, ne, tako. Interesantno. Prišel sem na vlado, brez da mi je kdo preveril, kaj sem prinesel v torbe. Brez da mi je kdo preveril. Jaz grem tukaj od doma, ne, telefoniram, pokličem, preverjam, če je avtocesta odprta, ne. Pravijo, ja, avtocesta je samo en pas odprt proti Ljubljani, takrat je bil en pas odprt. Kaj pa se gre, zdaj, Cerknice je bil pa z Srnakom, tu je tistim hribom, ki je tam, ki gre zdaj cesta na drugi strani, stara cesta je bila tu, ne. Sam tam je odprt prehod, ne, proti Rakovki, ne. Pridemo na Rakovke, vse zaprto, avtocesta zaprta, ne vozi nič, kam pa zdaj? Jaz sem rekel, gremo pa čez Žiri, ne. Krenemo gor čez Logotec, tam se zaštopali kamione, gor so imeli voz gor čez en hrib, nešno na kamere, na uro sedimo, tam pa čakamo v avti. No, pa smo šli naprej, pa pridemo v Škofjo Loko, pa sem pa jaz eno taktiko imel kar dobro, pridem kaj, spet 300 kubikov lesa na ceste pred nami, teritorialna obramba, orožje, mitraljeze, vse to stoji tam postavljeno. In vojake tudi, no, oziroma teritorialce, tam na drugi strani pa spet jugoslovanska vojska. Ali gremo proti Medvodam, kaj čem zdaj narediti, sem rekel, zdaj moram jaz zahtevati komandirja v te straže, ne. Jaz ga pokličem, ne sem naročil, tam so ga pripeljali, sem rekel, jaz moram iti na vlado, soba 97. Sam tu sem rekel. Moram iti v Ljubljano, ne. Sem rekel, daj me povedati, kaj tu obvozim, ne, kaj obvozim to zasedo. Mi je povedal, sem šel okoli, pa čez Medvode, tam je bilo spet tistih bomb, plina naloženo na križišče, vsega. Pol pridem, pa 3 obroče okoli vlade. Vsake sem se znajdel, sem rekel, jaz moram iti v sobo 97 na vlado republike, ne sem na neke dogodke imam tam.
Pridem pa kaj na vlado je bilo, pa grozno noter, ne. So se pa glih pripravljali, da se selijo na vojno lokacijo. Vse tiste papirje, fascikle, omare, vse odprto, tisto so vlačili ven. Ja, sem rekel, dobro, jaz sem tisto oddal tam, kar je bilo treba oddati, ne. In potem sem mislil, da tisto nam nikoli več videl, ne, tistih dokumentov. Pa njih niso, so me priznali, da sem jih oddal, ker so imeli zabeleženo, da sem predal tiste dokumente, no, in so me pa priznali, da sem pa uveljavljal, ampak to je bila samo zgodba vzporedno z vojno, ne. To ni bila moja zgodba, vzporedno z vojno se je to dogajalo. Take zadeve, ne. Pol nazaj smo šli pa čez Ig, pa tlele čez bloke. No, tam smo v redu pasali nazaj. No, še ena stvar je bila interesantna. Od sestra je imela fantka poškodovana, ki je imel prometno nesrečo. In smo vzeli tudi to sestro od Vide, od moje žene, ne, sabo. Samo ona ne v teh dogodkov nič kapirala, ona ne vedela, da stojijo tam po gozdu, povsod mitraljeze, pa merijo v tisto smer, ki smo se čez peljali. Pol pa gremo ta klinični center, ne. So imeli pa te fantke, ta je imel neutežen nogo, ki je imel nekaj, ne vem, kakšna poškodba je bila točno, ne. Neutežen nogo, samo eno sobo so imeli tiste otroke naložen, druge je bilo pa vse pod zemljo spravljeno, ne. Vse bolnike prenešene dol pod zemljo. Tam smo spet prišli noter s taktiko, ki smo jo imeli, ne. Smo prišli kaj, smo tisto oddali, no, in pa smo šli čez Ig nazaj. Čez Ig smo pa v redu, ne čez Ig, čez bloke nazaj v Loško dolino, ne. Take zadeve so bile med vojno, ne. Ja, bilo je polno, ne, tlele. Najbolj interesantno je bilo tla, dva vojaka sta ušla jugoslovanske vojske. Eden je bil Srb, drugi pa Kosovec, to se pravi z Kosova, ne, je bil Šiptar, ne. Pa sta ušla, pa sta tla po gozdu hodila, pa sta bežala, če sta kogarkoli videla, tudi civila, veš. Pa jaz tudi malo premišljam, kako bi jih, da smo malo debatirali na štabe, ne. Sem rekel, jaz bom šel gor v gozd, pa bom vzel motorko, pa bom šel, če bom kaj videl, pa bom malo prav rezati jih na čmirkenih, ne. No, pa grem gore, ne. So povedali, kje so jih videli, v katerem področju. Pa jih dobim gore. Vidim, da so tam, ampak nisem reč, jaz sem motorko žgal, pa nekaj rezal tam. Pa sta počasi šla proti mene, ne, sta se bala, veš, kako je, ne, šla sta z vojske, z Ilirske Bistrice, sta bila neke tankovske note, ki je bila tla gor, parkirana gor, zdaj. A pride take, pa malo debatiramo, pa tu, pa on. In pravi, ta je Srb, on pa Šiptar, meni se je to malo čudno zdelo, ne. Čudno se mi je zdelo, da je Srb pošel z vojske jugoslovanske, ne. Ja, sem rekel, lejte, fantje, jaz vas pilam Cirknico, tam je bil štab, so zbirali te prebežnike, ne. Bosta šla kaj, pa vas bojo poslali domov, ne. Pol pa premišljam po poti, pa sem rekel, Šiptarja ne smemo poslati čez Beograd domov. In smo ga poslali čez, sem rekel, se so dobili nekaj denarja, so jim dali tam, so jim dali sredstva. Sem rekel, ti ne smeš iti čez Beograd, ker ti se sumljiv, ti se vojni obveznik, se vidi, da se star tam 20 pa toliko let, ne. In tebe bodo v Srbiji, ko boš z vlakom preverjali, odkaj si, ne. Dokumentov pa nima, ne. Tam vojska mi ni dala nobenih odpustnic, dokumentov ni. Sem rekel, boš takoj sumljiv in te bojo zaprli. Je rekel, kaj čem pa narediti? Sem rekel, pojde ti ob Jadransko obalo dol. En teden je hodil, pa mi je telefoniral, pa on mi je teden, da je se srečno vrnil domov, ne. Srb je pa rekel, pa sem rekel, mi jih moramo ločiti, da ne bojo več skupaj, ne.
Zdaj, veš, tu ne more se s Šiptarjem pogovarjati o njegove teme, pa se z Srbom, ne. Srb je rekel, oče, da ga bo oče ubil. A sem rekel, kaj te bo ubil, ne. Mi tamo zrihtali telefon, sem rekel, telefonske zveze smo pa imeli, vojaške in civilne, oboje smo uporabljali. Sem rekel, mi bomo zrihtali te telefon, pa boš očeta poklical, ne. No, pa ga je poklical gore, pa sem rekel, ti mi naroči, da te pride sem iskat, da te pride v Slovenijo iskat. No, in ga je prišel, pa se stavba srečno odšla, kaj dol, ne. Take zadeve so bile. Ja, enkrat smo imeli tla, še med vojno je bil tudi dogodek, ko so napali v Ribnice vojašnico, ne. Moj bratranec Pudabi je pa šel so šli pa po sina, ki je v Karlovce služil vojsko, ne. In tam je tudi ušel, ne, se z vojašnice je ušel, pobegnil. Zdaj pa tu je problem priti čez, ne. Jaz sem tla na štabe, sem imel kar nekaj informacij o teh prebegah, ne, ker tla čez Kozji vrh en kup teh vojakov se prekanaliziralo, ne. Ene kaj dole, ene gore, ne. Slovence sem, une kaj in tako naprej. Iz hrvaške strani, ne, smo jih sem, ker so Slovence se ušli, pa smo jih sem transportirali. Tako je bilo tula. Med vojno je bilo zapletene stvari. Sreče se je relativno dobro končalo, če gledamo na področje bivše občine Cerknica, so bile sicer 4 mrtvine, ampak je bilo to relativno malo, ne. Žrtve so bile, ne, tla so na vojašnicah na Rak, ki so šli preko žice, pa je prišlo do eksplozije mine, ki so minirali teren okoli vojašnice, jugoslovanska vojska zaminirala teren, pa je eden izgubil življenje. Potem so bili na železniški postaji na Rak, ki je bila na kompozicijo municije naložena, ne. Torej bojnih sredstev, bi rekel. No, in tam sta 2 stražarja bila, pa je strela udarila, pa enega ubila, ne. Tu so bile tu žrtve posredne, ne. Nekaj jih je bilo pa nekaj jih je bilo pa po nesreči, ne. Ne bilo, kak se je eden prestrelil v uhu, ne. Veš, z brzostrelko, vse take stvari so se dogajale. Ja, bojne, da bi prišlo tla, ne, ampak tam pa so bile, ne, na Rak, so pa bile, tam se je pa streljalo. Jaz nisem bil takrat tam, ko se je streljalo. Vem pa, da so, eden je šel recimo notri od teritorialcev, ki je prej delil tam, malar je delil, pa je rihtal notri, ne. In pol je une fino poznal, pa une naj so tle napast vojašnice, je rekel, grem pa sam, pa se je napil, pa je šel notri, ne. Je čez pljučil notri, pa so ga jugoslovanska vojska ga je prijela, ne. Pa so ga držali v strahu, ne, negotov, da ga bodo ubili, ne. Ampak unes je bil flegmatik, neč je preživel, ne, pa so ga spustili, ne. Take stvari so se dogajale, ne, pol. Ampak to so obrobne, ne, to naj so pomembne, kar se tiče za odločitve. Sreče se je končalo vse to tako, da ne je bilo preveč žrtev, ne. Oziroma zelo malo relativno, še te po nesreče, ne. Interesantna zgodba je bila to, ne. Tam na blokah so imeli en kup ujetnikov zaprtih, ne. Ker so z jugoslovanska vojska bežali, pa so jih pa vozili v vojašnico na bloka, ne. Ja, ko se je vojna začela, ta vojašnico so zapustili jugoslovanska vojska, pol je povzela slovenska teritorialna obramba. Pol je imela pa te, ki so prebežali se z vojašnic, jih je bilo nek 20 zaprtih notri, ne. In te vojake, ki so prebežali, so od kraja stražili lovci, ne. Pol je pa, ki je teritorialna obramba, pol manevrska struktura, že bi mogel pol reči, ne. Ki se je angažirala, so pa oni prevzeli varovanje vojašnic, ne. Pol pa naprej se je pa spet postavljal sistem, ne, varovanja. No, vsa stvar se je, če gledamo to, relativno enostavno končala, relativno, ne. Jaz sem skozi govoril, najslabše bo, ko bo prišlo do uporabe orožja. Izogibajte se uporabe orožja, vsem, ki so hodili na položaje, pa tako naprej, ne. Ker se enkrat konflikt začne,
Pol se to ne ustavi hitro, ne. Pol se to nadaljuje, ne. Osamosvojitvena vojna me je presenetila v to. Na krajevni skupnosti smo sodelovali, so bili levičarji, desničarji, ampak vsak je gledal samo to, da bomo čim bolj zaščitili to okolico, ne. No, vojna se je končala, zdaj je pač mir relativno, kako bojo ukrepe naprej šli, je vprašanje politike, ne. Kakršnakoli že bo, pa kakorkoli bo reševala stvari, ja.